Zagotavljanje prenosa usposabljanj v uporabo na delovnem mestu je eno od najbolj kompleksnih vprašanj, ki si ga v podjetjih zastavljajo po izvedbi usposabljanj. Prenos usposabljanj je namreč funkcija mnogih dejavnikov znotraj konteksta usposabljanja in znotraj delovnega okolja, osnovan pa je na predpostavkah, da udeleženec v kontekstu usposabljanja pridobi novo znanje, veščine in stališča, da je zmožen in motiviran za uporabo naučenega ter da obstaja situacija, ki je različna od konteksta usposabljanja in omogoča uporabo vsebin usposabljanja. Prenos usposabljanj v uporabo na delovnem mestu opredeljujemo kot stopnjo, po kateri udeleženci na delovnem mestu uporabijo in ohranijo na usposabljanjih pridobljeno znanje, veščine in stališča. Nekateri avtorji izpostavljajo, da so ključni dejavniki prenosa usposabljanj zapis naučenega in novih idej, ki so se porodile na usposabljanjih, v oblikah, ki omogočajo ohranjanje in priklic. Izvajanje diskusij ob zaključku usposabljanj ali ob zaključku delov usposabljanj z omogočanjem kritičnega razmisleka, obravnave smernic nadaljnjega delovanja ter skupnega načrtovanja ustreznih dejavnosti po končanih usposabljanjih. Izvajanje učenja v manjših skupinah, po možnosti z vključevanjem udeležencev z istih delovnih ali strokovnih področij. Omogočanje praktičnega dela, vadbe, vmesnih nalog in projektov, časa za pojasnjevanje in diskusijo ter praktičnih prikazov novega znanja. Preverjanje doseganja ciljev po končanih usposabljanjih. Poleg kakovosti in sistematičnosti usposabljanj, ki sta zagotovo pomembna dejavnika prenosa usposabljanj v uporabo na delovnem mestu, velja izpostaviti tudi podporo usposabljanj s strani neposredno nadrejenih. Podporo usposabljanj s strani sodelavcev. Spodbude za uporabo naučenega. Nadrejeni naj bi bili tisti, ki pojasnijo, kako naj usposabljanje izboljša delovanje posameznikov in prispeva k doseganju ciljev podjetja oziroma ciljev posameznega oddelka. Nadrejeni sporočajo pričakovanja glede usposabljanj in sooblikujejo učne cilje na tak način, da so čim bolj skladni z interesi zaposlenih. Udeleženci usposabljanj s podporo vodij prepoznavajo namen usposabljanj, pa tudi svojih osebnih koristi, ki jih bodo pridobili z udeležbo na usposabljanjih. Podpora vodij se zdi ključna tudi v smislu sporočanja pričakovanj glede delovanja udeležencev usposabljanj po končanih usposabljanjih, pri prepoznavanju priložnosti za uporabo naučenega, podpore pri obravnavi morebitnih težav, povezanih z uporabo naučenega, ter pri posredovanju informacij, potrebnih za uspešno uporabo novega znanja. V določenih pogojih pa lahko neposredno nadrejeni s svojim obnašanjem predstavljajo tudi oviro za učenje in prenos usposabljanj na delovno mesto. Še posebej se to dogaja, kadar nadrejeni nasprotujejo uporabi novega znanja, veščin in stališč. To se pojavi v primerih, ko sami, tudi v smislu zgleda, uporabljajo drugačne tehnike, kot so se jih njihovi podrejeni učili na usposabljanjih, ko ne želijo pomagati svojim podrejenim pri prepoznavanju priložnosti za uporabo naučenega na delovnem mestu, ali v primerih, ko zaposleni uspešno uporabijo na usposabljanju pridobljeno znanje, oni pa jim posredujejo neprimerno oziroma negativno povratno informacijo. Sodelavci so lahko pomembni agenti prenosa naučenega na delovno mesto. To uresničujejo z javnim izražanjem pričakovanj, da naj njihovi kolegi novo znanje dejansko uporabijo, s spodbujanjem uporabe novega znanja, ter z izkazovanjem potrpljenja pri težavah, ki se pri njihovih sodelavcih in v delovni skupini pojavljajo zaradi prvih poskusov uporabe novega znanja. Za uspešnost usposabljanj je pomembna celotna delovna skupina ter v njej uveljavljene družbene norme. Slednje lahko učenje ter uporabo naučenega omogočijo, pa tudi onemogočijo. Spodbude za uporabo naučenega, ki jih lahko uporabi organizacija, se kažejo v dveh smereh. Lahko se kažejo kot ustvarjanje pogojev ter odstranjevanje možnih neprijetnosti zaradi uporabe novo naučenega, ali pa kot neposredno motiviranje. Med dejavniki, ki odstranjujejo možne neprijetnosti in ustvarjajo pogoje za uporabo naučenega na delovnem mestu, prepoznavamo dejavnike nadzora, dejavnike ustvarjanja ustreznih delovnih pogojev ter dejavnike, ki omogočajo posredovanje povratnih informacij o uspešnosti pri uporabi naučenega pri delu. Nadzor omogoča, da se zaposlene, ki pri delu ne uporabijo novih, na usposabljanju naučenih tehnik, ustrezno opozori, če pa naučeno uporabijo, sledijo pozitivne posledice. Kot smo že zapisali, lahko zaposleni usposabljanja zaznavajo kot priložnost za povečanje svoje storilnosti in osebnega zadovoljstva. Če usposabljanja povežejo še s povečanim spoštovanjem do njih, možnostmi za večjo plačo in drobne nagrade,
s priložnostmi za napredovanje oziroma kariero, pa tudi z raznimi drugimi oblikami potrjevanja uspešne uporabe naučenega, je verjetnost prenosa usposabljanj v uporabo na delovnem mestu še večja. To še posebej velja ob predpostavki, da imajo pri tem na razpolago vsa potrebna sredstva in ustrezen proračun. Prav tako velja v organizaciji uveljaviti načelo, da naj udeleženci, ki naučenega ne prenesejo v uporabo na delovnem mestu, zaradi tega občutijo negativne posledice. Med njimi velja omeniti predvsem različne vrste opozoril, graj, kazni za neuporabo naučenih tehnik, zamere pri sodelavcih in nadrejenih ter posledično večjih količin novega, kazenskega dela, ali pa tudi izostajanje večje plače.